vse stene polne board game. In kater je board game, ki te je res prevzel? Kater je number one board game? Oh my god, da res hočeš, da grem tja noter Yes, zdaj, go, like go. Monopoly. Človek ne jezi se. Ne, ker to bi lahko ure in ure govoril, glej, ne morem iti tako Ampak, globoko. okay, kaj je Glej, naslov? Kingdom Death Monster. Okay. Idite si pogledat, googlajte, ker lahko vam povem, kakšne trenutke imaš s to igro, kak se razvija, kak je krvoločna, kak je dark, like, če Kingdom Death Monster, zdaj Black Če bi Friday mogel je bilo elevator to. pitchat Kingdom Death Monster, kaj je v bistvu res tista prednost pred ostalimi? Zgodba se razvija, če vsako igro, ko igraš, umr boš, ni šanse, da karkoli se naredi. Mislim, da sem si spoilal, ker še nisem videl endinga in tak, in tudi ko zmagaš, umreš, I don't know, like, ful je tak, glej, vsaka igra je unik, vsako igro, ki igraš človekom, se drugače razvija, ima en universal story, katerega po delčkah ugotavljaš s tem, ko igraš. Vsak monster se obnaša drugače, na drugačen način za vsako igro, gled, tako težko je obrazložiti v 5 minutah, stari, to je like... Pač samo sedimo se za mizo, gremo zaigrat, pa vi poskušate povedati, kaj je to. Še Juvana sem prepričal v en board game, ko so prišli na obisk, to sem tak ponosen še danes, Juvi. Vse drugače, ti si bila prav fan tista igra. Pač vse je bila simple, pa Je bila že za eno. skušnja bila kul. Kaj? Ne, ampak kako se imenuje? Overlord. Oh, fuck. A ja, vsak je svoj Overlord, kateri To se stavi svoj drugač ful imenitno sliši bolj kot... Pač obstajajo hitri, enostavni board gaming, ko jih v pol urah zaigraš, super, enostavno učiš pravila, res naučiš na hitro. Obstajajo pa taki, ko imaš knjigo in se moraš sest in potem drugega človeka naučiti se. Jaz sem fan, jaz sem noter, jaz gledam YouTube videe, kako ljudje igrajo, potem to je najbolj zabavno, stari. To je res tak zabavno, ko nimaš pojma o gameu, nič ne veš pravil, nič, pa gledaš ljudi, ko igrajo. In s tem, ko igrajo, ugotavljaš, kaj so pravila in si like, ful pametnega se počutiš še v tem momentu, ki si pogruntal nekaj, brez da bi šel dejansko gledati, zakaj. Kingdom Death Monster je tudi eden najbolj backanih namiznih iger vseh časov na Ful je Kickstarteru. imel, ja, sam pa je prišel Gloomhaven, pa je podrmal. Okay, ampak mislim, da oni so imeli cilj 50 ali 100 tisoč dolarjev, prišli so pa do 12 milijonov. Ja, Torej, 12 milijonov. Ja, 12 milijonov 300 tisoč nekaj. Ampak kreator ljubi svoje delo. Like, on je nekaj obljubljal, ampak dal nam je več. Dal nam je res veliko več, pa nismo rabili doplačati, nismo rabili nič takega narediti. Ampak je pa res treba počakati. Okay, ker je bilo res toliko dobro financirano, je želel neke skupnosti vrniti. Ne? Ja, Ker če pričakuješ samo 100 jurjev in dobiš naenkrat finančno iglo 12 milijonov, si predstavljaš, I have to do something for this community. Pa gled, njemu se je življenje podiralo, pa tako, ker Kickstarter pač bereš komentarje, pa to pa vidiš, pa je vse eno delal na polno tu notri, pa zbira denar s tem, da figurice posebej prodaja, pa tak in... Ta človek je ustvaril neko legendo, katere ne bo noben v življenju mogel premagati. Zaradi tega, ker je toliko dela, toliko časa noter vloženih, pa toliko svojega denarja noter vložil, da it's the ultimate game. Dokler AI ne prevzame sestavljen... Screw you, AI! Ne, dokler Gaiden. Okay. Gaiden board game bomo naredili, glej. Exactly.